Živjo, sem Emilija in delam kot demonstratorka v hiši eksperimentov. Za vas pa sem pripravila par zanimivih eksperimentov. Pa začnimo kar z najbolj enostavnim. Se pravi, imam en navadni balon in če takole večkrat presim, balon bo naelektren, jaz pa dobim super frizuro, saj se moje lasje in balon privlačijo. No, s tako naelektrjenim balonom pa lahko naredimo še nekaj drugega. Pa poglejmo. Sedaj pa gremo na ta glavni del eksperimenta. Ta najbolj zabavni del, a ne? Potrebujemo navadno slamico in papirnato brisačo. Če takole večkrat drsimo, bo tale slamica naelektrena, tako kot je prej bil naelektren naš balon. Če pa sedaj vzamemo en košček plute, tale, a ne, in ga postavimo v vodo, plava. Pa bom zdaj fokus dala kar na vodo, da vidite, kaj se dogaja. Takrat, ko jaz približam slamico pluti, opazimo, da se privlačita. A ne? Kaj pa, če uporabimo še neke druge materiale? Recimo kovino. Pa imam tu en kovinski zamašek, navadni. Postavimo ga na vodo, tudi tale plava. Pa spet malo drsimo. Okej. Tudi tale se privlači. Kar lepo, a ne? A se mogoče vse stvari privlačijo? Spomnim se še tega poskusa, ko na mizo postavimo male koščke papirja, pa prenesemo naelektreno slamico, pa oni kar skočijo gor. Ne vem, kaj pa če uporabimo sponko? To navadno. Pa dajmo jo postaviti na gladino vode in plava. Če boste to doma poskusili, če vam slučajno ne uspe in kar potone dol, pa uporabite en trik. Vzamete košček papirnate brisače, slamico, postavite sponko, postavite sponko na brisačo in počasi vsi date noter v vodo in vedno plava. Meni pa je k sreči uspelo. Torej, še enkrat naelektrimo slamico, to vedno moramo delati. Pa približamo sponki. Ampak, kaj opazimo? Da se tale odbija. Zakaj pa? Ta dva se lepo privlačita, a ne? Tudi ta kovinski zamašek. Ta sponka pa se kar odbija. Zakaj bi to bilo? Dajmo še tole probati. Pa spet na mene. V roki imam dva približno enaka kosa alufolije. Pa iz enega kosa bom naredila en pravokotnik, tako da, ali pa kvadrat, bomo videli, kaj bo ratalo na koncu. Prepognemo na pol, pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa tako, evo, pravokotnik naš. Pa poravnam te robove, da so res lepi, koliko se le da. Okej. Torej, tako izgleda moj pravokotnik. Postavim ga v vodo, upam, da plava. Seveda, da plava. Pa še ta zadnji kos alufolija. Prepognemo, še enkrat. Ampak naredili bomo, ne vem, neko improvizirano ladjico ali pa čoln ali pa karkoli.
eno tako obliko, samo da voda ne pride noter. Ok, postavimo na vodo, plava, voda ni prišla noter, pa pogledamo zdaj, kaj se dogaja. Spet umaknemo te druge, da nas ne motijo, pa pogledamo. Naelektrimo slamico in opazimo, da se ta čoln, ali kaj že, lepo privlači. Ok. Spet malo naelektrimo slamico, pa jo postavimo zraven pravokotnika in opazimo, da se tale naš pravokotnik odbija od slamice. Čak, to je isti material, pa ista količina materijala in zdaj se odbija, a ne? Čakaj, da preverim še enkrat. Zdaj se pa privlači. Privlači in to kar močno privlači. Tale. Opa. Namočila sem jo. Pa se odbija. Zakaj je to tako? Ne vem. Raziskujte še doma. Probajte. Uporabite različne materiale, poskusite ustvarjati različne oblike in probajte, eksperimentirajte. Raziskujte, od česa je to odvisno. Srečno in uspešno eksperimentiranje vam želim. Adijo.